Pozdravljen. Zdravo, zdravo. Kar nekaj let je menilo, odkar sva bila midva skupaj pred kamero in v tem času se je zgodilo marsikaj. Pa imamo toliko časa, da to vse povemo? Zakaj pa ne? Si ga bova kar vzela, glede na to, da je danes nedelja, pa da imava 1 uro časa. 1 uro časa imamo? Seveda. Pa lahko potegnemo, pa kaj je za to oddajo tvoja, kaj je na sporedu? Za mojo oddajo je pa mislim, da Dr. Phil, potem pa opera. To lahko damo stran. Mislim, da ne. To imajo zelo radi, ja, to je zelo gledano, tako da... Dr. Phil, uprosti, da sem govoril grdo čisto. Ja, tako da zdaj le pa, poglej, videl sem se že pred leti pogovarjala, ti si takrat v bistvu začenjal svoje delo kot radijski moderator, kot voditelj in tako naprej. Imel si veliko želja, veliko ciljev in potem mislim, da si zelo kmalu pristal tudi na Radio Rogla. Kaj se je v bistvu vse dogajalo od takrat naprej, ko so bila midva zadnjič? Pa ne deli reklame, radio, tem tako nisem več tam. A nisi več tam? Ne, zdaj sem se preselil na Štajerski val po novem. Zdaj si na Šmarjah. Šmarje pri Jelšah. To je pa ena zelo krasna. A tako? In kaj počnete zdaj na vašem Štajerskem valu? Zdaj jaz imam vsak petek ob 6. zvečer tam oddajo z naslovom Provokativno z Iztokom Gartnerjem. Kar pomeni, da gre za nek tak talk show, ampak malo drugačen od ostalih, je bolj nor, bolj zmešan, pa veliko si upamo. Veliko si upate, to sem slišal. Skratka, da si marsikoga, marsikdaj radi privoščite, ne? A ste se mene tudi kaj? V bistvu enkrat sem se sem takrat, ne vem, če je bilo dosti poslušano. Torej bi bilo malo žal. Mogo bi si te v kakem takem boljšem terminu, ne? Samo enkrat. Enkrat. Pa še nisem dosti. Ti si se mene kaj privoščil tu v teti oddaji, nisi, ne? Ne. Halo. Bom te pa pokazal v arhivu. Ja, no, a veš kaj, no, danes pa užival z mano, no, v glavnem poglej. Torej si zdaj na Štajerskem valu. Ja, to je bila v bistvu prva radijska postaja, če se ne motim, v državi pred, ne vem koliko imate zdaj že let, koliko, 30, 40? Nekaj tazga, pa mislim, da je tudi najbolj poslušana tu v tem štajerskem kotlu, ima še vedno številko 1 po poslušanosti. Torej mislim, da se splača. Aha. In zdaj, če midva greva malo na tvojo kariero, ne? Kva vse si počel? Zdaj, takrat, ko smo se nazadnje videla, ne? Je stvar taka, da sem vmes postal svobodni novinar, urednik našega lokalnega časopisa v Celju in avtor enih 6, 7 rubrik, rednih tedenskih, kar je bilo dosti dela in nekako sem potem to dal na stran, da to preveč zadelati. Ker sem nekako, še vedno malo len človek, ne, bil po svoje in sem se zdaj predstavil pa na naš ta pravi lokalni časopis Novi tednik, kjer na zadnji strani urejam rumeno stran, družabno kroniko in sem, pazite, kako se to čuje, uradni družabni kronist mesta Celja. A dejno? Ja. To je pa fajn, ker Celje je meni všeč, veš? Vidiš. Tako da ni zdaj samo, ni treba kupiti teh ljubljanskih časopisov, lahko kupiš tudi celjske in zveš vse, kaj se dogaja s Smetani. Je pa res, da v tem časopisu prejšnji, kjer sem bil, sem imel pa eno rubriko Povsem iskreno, ki je bila pa zelo odmevna in sem noter gostil tudi znane Slovence in jim zastavljal taka vprašanja zelo provokativne in to se je zelo prijelo, ne. In to je bilo za Celje revolucijo, reklo, ko se pa zdaj tati grejo, ne. Ko pa se zdaj ta Istok neki tu, to je Celje, to ni Ljubljana. In smo nekako to jih le prepričali, da je tudi Celje zrelo za take neumnosti, rumene strani, škandale, skoke čez plot, skrivne veze in take stvari. In to je to. In tem sem se jaz najdel, v teh rumenih stvarih sem se najdel. Ti si znam potem, da poveš to, kar misliš in to me blazno všeč. Se ful vse ne smem povedati, ne. Ja, ponavadi boš, da ne zaradi kakšnih. Lahko temu le, kaj je Dr. Filo, lahko povem v resnico, Dr. Filo. Ne. Ja. V glavnem poglej.